Pozdravljeni, vsi skupaj, lepo pozdravljeni vse trekice in seveda tudi vsi treki. En lep pozdrav tudi mojim gostom. Dobrodošli na konvenciji Na meji nevidnega. Dobrodošli na zdaj že nekako tradicionalni debati o zvezdnih stezah. Naslov današnjega pogovora je Ženske v Star Treku. Spregovorili bomo torej o nekaj izjemnih ženskih likih, ki so zaznamovali in na nek način razsvetlili ta Star Trek vesolje. Osredotočili se bomo predvsem na zlato dobo Star Treka, seveda bomo omenili tudi novejše serije in malo original series. Drugače, moje ime je Maša Jelušič, v goste pa sem posebej za to priložnost povabila tri ugledne strokovnjake, tri vrhunske poznavalce žensk, tri vrhunske poznavalce zvezdnih stez in seveda vseh likov, tudi ženskih in njihovih zgodb. Z nami je antropologinja in vsi, ki ste z nami že na 3. leto, ljubiteljska proučevalka kapitalističnih ferengijev, profesorica Irena Šumir. Najboljši podcast, slovenski podcast Obod, letos predstavlja Aljoša Harlamov. In pa eden še redkih prostoživečih trekijev, ki še ni gledal DS9. Drugače radijec in seveda legenda slovenskega podcasta Anže Tomič. Slow clap. Z nami pa ste seveda tudi vi, občinstvo, vsako leto majčkeno bolj številčnejše. In mogoče bi tudi vam zastavili kakšno vprašanje, upam pa, da boste tudi vi odgovorili na kakšno vprašanje. Med vami namreč kroži taka manjša škatlica, mislim, da je zdaj tamle nekje, ja, ena manjša škatlica z takim ličnim kuljem in blokcem, v katerega prosim napišite, o čem bi si radi želeli poslušati naslednje leto. Kaj karkoli glede Star Treka vas zanima, ne? Se pravi, katera bolj tematika, ladje, krk, karkoli. Pa če napišete gor to pomeni, da Harlama ne morete več vedeti. Ja, lahko seveda tudi napišete, katere goste si želite, katerih si ne želite videti. Nekdo, ki ni gledal Deep Space Nine. Vaša izbira. Preden začnemo, se vi na kratko predstavite najprej nam. Vas lahko vprašam, kdo izmed vas tukaj je gledal že Voyager? Seveda to vprašanje smo zastavili normalno, zato ker je tukaj prvo, glavno, resno vlogo v Star Treku dobila ženska, kapitanka Captain Janeway. Odlično. Koliko izmed vas pa je gledalo, če bi rekla mogoče iz ženskega vidika, na kakšen Mirror Universe tega original series? Super, ok. 6 ljudi. In pa koliko od vas spremlja novejše serije? Redo, ok. To zadnja sezona Discovery je ok. Pa dajmo še samo za Anžeta vprašati. Za Anžeta vprašati, kdo je gledal tukaj DS9? Slabo. Slabo zate, ja. Ja, grem. Ne, v redu, ostane. Ok, hvala. Torej, zdaj pa lahko začnemo z debato. Irena, mogoče najprej pri tebi, če začnemo. Star Trek je nekako vselej, nekako je odražal čas, v katerem se je vrtel, ne? Vselej je naslavljal ta pereča družbena vprašanja, odpiral nove perspektive, tudi odpiral vrata na nek način feminizmu. Tukaj je imamo original series, ne, ki je na nek način zelo mačistična, patriarhalna serija. Po drugi strani pa je naredila s tem, da je glavno vlogo dala temnopolti poveljnici zelo veliko na to. Kakšni so po tvojem te iz sedanjega vidika te začetki Star Treka in ženskih vlog v njem? Torej dela? Dela. Mislim, da je o tem toliko napisanega, ne? In cele knjige o tem obstajajo. Ampak, kolikor razumem, je bil Roddenberryjev cilj prvi nasloviti rasistične razlikovanja v ameriški družbi. Ja. Vsi poznate zgodbo, kako je Nichelle Nicholson hotela že sestopiti iz ladje Enterprise, ker je imela zmeri samo eno vrstico
Frequencies opened. Ampak je Martin Luther King mlajši prepričal, da ne, zaradi prebojne vloge njene prezence na komandnem mostu. Drugače pa mislim, da so ta zlata doba, da je uveljavljala feminizem druge generacije. Se pravi, misliš šele naslednje serije? Ja, se pravi, nova generacija in delno tudi še Voyager se nekako ukvarja s podobo ženske, kot so jo hotele videti feministke druge generacije. So bile zelo, da bom rekla, strankarskim jezikom buržoazno misleče ženske. Okay? Pri vsaj libertarni nastrojenosti so bile buržoazno nastrojene in utelešenje tega so dialogi, prijateljski dialogi med Diano Troy in doktorco. Ko se raztegujete v sobi za... Ja, in nenehno bedarije govorita, ne, take prav grli. Pogovarjata se o moških, s kom datata? Ja, okej, ja, to se pogovarjajo pa tudi DS9 ženske, ampak na veliko bolj prodorne načine. Recimo, zakaj hodiš ven z ljudem, ki ima prozorno lobajno, ki se na ekrane video. Kar je res... koliko gospa med vami bi hoteli videti možgane od vašega. Skratka, ja, začetki niso bili tako blesteči. Mogoče, Anže, ti si gledal Original Series. Ne gledal, še gledam. Še gledaš. Kakšno je tvoje mišljenje glede odnosa do žensk v tej seriji? Predvsem, recimo, Uhura in... Ne, jaz bi vseeno rekel, da meni se še vedno zdi čudež, da je bilo to, ker je pač, to je res serija z leta 69 v ZDA, ne. Meni se zdi še vedno čudež, da sploh so ženske, pač v katerikoli seriji, to čisto res na pol resno mislim, ker je, ja, grozen je vsakič, ko je ženska, hoče krka večino časa, pa potem je vazelin čez lečo, ne, in je vse, tako to je res noro gledati, ne, ker ti krka gledaš pač, ker je pa vse na film sneman, ne, tudi če zdaj te stvari gledaš, je tako fajn resolucija, ne, rečljivost, je tako krk čisto lepo osvetljen in oster, pa je ženska pa megla slika, pa neka mucka spodaj, kar je grozen, ampak, nekdo apologet vsega tega, ampak če pa pogledaš kontekst, v katerem je vse to nastajalo, ne, je pa v bistvu kar kičas, da so ženske in vsake toliko časa kakšna celo kaj naredi, tako ima neko aktivno vlogo v zgodbi, kar je pa takrat skoraj nemogoče, ne, razen, mislim, to so časi še vedno, ne vem, Lucille Ball in vsega tega, ne. Lucille Ball je bila producentka, Desi Lu, ne, vse zato in tako, no, res ta progresivnost ni tako površinska, ne, kakor mogoče zdaj, če nazaj gledamo, izmeni tako, ja, eno črn, ko so imeli, ne, pa... Ja, ampak za tiste čase, ne? Ja, če pa tisti kontekst pogledaš, je pa dosti noro, da se je to dogaja, in zato jaz tudi še vedno zelo rad gledam pač originalno serijo, zdaj sem celo že z hčerko in sinom, sicer gledamo samo eno epizodo Trouble with Tribbles, ker so pač nekaj kosmate žvali novo in pol tam, ker se s knjigo ni krega in tebla tisto prevrtavam, tako to deluje, ne. Pa smo zdaj še dvakrat celo pogledali, kar je meni noro, ampak tam ima recimo Uhura, ne, prej, ki si obršala, ima tam kar konkretno vlogo, ne, neki pač kupi, je ta prvega Tribla, ki potem gre vse po gobe. In tako, kar se Uhure tiče, je v bistvu meni predvsem zanimiv, ker je šla, tam so le samo 3 sezone, ne, vedno več dela je imela, ne. Tako, ona je potem, mislim, z razlogom je ona eden teh likov, ki si ga ljudje, mislim, da kar zapomnijo, mislim, Michelle Nichols je itak dosti genialna, no, to je tudi treba povedati, ne. Ja, Whoopi Goldberg, recimo, ki je kasneje igrala Guinan v The Next Generation, ona je dejansko, ko je videla Uhuro na televiziji, je začela laufati po stanovanju in govoriti, oh, there's a black woman on television and she ain't mad. Tako da, je naredila. Jaz še vedno mislim, da jaz to, da je imela mogoče manj zagovoriti, sploh ne vidim kot tak greh v tistih časih. Jaz mislim, da največji greh tega je, da ona bila pač tam tako v prenesenem pomenu tajnica, ne, ona, ki je za telefone skrbela, ne, na lani, ne. Jaz mislim, da tam ta patriarkat najbolj vam butne, kar se mene tiče, ne. Ampak v tistih 3 sezonah je imela par epizod, kjer je ona več tako kar bonilo, pa pol sta imela tisto poljub, ne, s Krkom,
prvi in krasni. Ja, ti se tudi noro in tako, kar se neke reprezentacije tiče, ne, zdaj, ali je to moško, žensko ali pa druge rase, ne. Kakšno se ti pa zdi uhura, se pravi, zdaj ti si gledal tudi Strange New Worlds, Ja, kjer je tudi uhura, se pravi, Strange New Worlds je nadaljevanje, oziroma gre za nazaj, ne, Captain Pike. Kakšno se ti zdi pa ta uhura v zdajšnjem času, se pravi, podobljena v primerjavi recimo za tisto? ja, jaz mislim, Strange New Worlds je meni drugače super, tako super, od teh novih mi je daleč najboljša, tako z naskokom. Ampak tisto, kar je, imajo dosti lahko delo, imajo te ustvarjalci, ne, zato ker vseeno je pa to še enkrat original series iz leta 69, una uhura, da zelo tako, ne vem, če je bila 1,5 dimenzionalna lik, večino časa, ne, in zdaj, ko v Strange New Worlds, ki dajo malo zgodovine, pa tako probajo malo bolj 3D narediti kot nekaj človeka, ki ve stvari in počne stvari, ne. A se ti zdi, da nje naredijo zgodbo, da je naredijo karakter? Ja, jaz mislim, da smo toliko zgodili, da pa mislim, da kar vsem dajejo, jih nekako gradijo. Jaz bi rad videl, če bo Strange Worlds res prišel v teh 5-6 sezon, ne, tako, kar ne bi bil plan, čeprav se vem, pri temu streamingu lahko jutri vse ugasne, ne. Mene čisto okej, meni so ti vsi ti loki v redu, ker je toliko na začetku, ne, ker sem še to sem reči, ker se mi zdi zelo pomembno, zato ker Star Trek zelo redko obstaja v neki, kjerkoli serija od Star Treka, zelo redko obstaja v nekem okolju, kjer tole bomo financirali non-stop, ne. In se mi zdi ta zadnji puš, ker se vsi pol vihate, ker tako bom rekel, nosove, da je bolj slabo, ne, kar se Discoveryja tiče, ne, tudi poznam ljudi, ki jim Strange New Worlds ni všeč in pač nimajo prav, kaj ne. Tako samo to reči, koliko od vas spremljate New Strange New Worlds in vam je všeč? No, v redu, moji ljudje, super. Redko in razumem pač to, te silnice, ki malo zapovedujejo, da mogoče kakšni liki malo več dobijo, si pa upam reči, da leta 2024 se te odločitve pa res, saj meni tako zgleda, res dogajajo, a je igralec res dober, a so ga prav na začetku zastavili, ne, pa mogoče malo manj zgleda, a je moška ali ženska, ali kakve barve kožo ima. To se mi zdi pa tako, pa kar se reprezentacije tiče, to sem še hotel reči, nekaj pač pa v Discoveryju, kako je ime, una, ki zraven Stenca dela, ne. Ne, una v engineeringu, ki je Dej, moj bog. Ignovaro. Ne. Okay. Adira, ki je pač ni binarna, ne, pač, kar se reprezentacije tiče, to je tudi kar tako, mislim, big deal, tudi zame, ker sem načeloma dokaj progresiven človek, je bilo tako videti en tak lik, pa mu dati celo sezono praktično Star Trek šova, ne, če že spet govorimo, kje pol Star Trek, vsaj malo orje ledino, ne, res težko kje očitati, no, res povem, tako da ja. Vrnimo se nazaj v zlate čase, Aljoša. Se pravi, original series. Zlati časi so, vsi vemo, Voyager, The Next Generation in pa seveda Tanga. Torej, ti si, preden smo začeli to samosladkega prosilanja, si izbere en svoj najljubši lik, katerim je najbližji. In ti si izbral glih v bistvu dva iz te zlate dobe, sicer Jadzijo in Kapitanko. Mogoče, če bi nam kaj malega povedal ali pa velik o Jadziji, o Jadziji Dax, kakšna se ti zdi kot ženski lik, je pri njej to, da je ona prav ženska, še posebej zato, da gre trilko odločilnega pomena, če bi bila ona moški, bi bila spet prav drugačna. Ja, jaz definitivno mislim, da tukaj moramo pač te stvari gledati, koliko je že Anže nekajkrat potrdil znotraj konteksta nekega časa, ne. Jaz sem pač Jadzijo izbral bolj zaradi tega prvič, ker mi je zanimiv lik, super lik, ker je mal, prej smo slišali o teh možganih v prizorni lobani, mal je, bom rekel tako, bolj entuzijastična kot je izbirčna, to se meni vedno zelo dopade pri ljudeh, da so bolj tako, dajmo pač ne ločevati, ne vem, njen simbiont, skratka, ona je trilka, njen simbiont je star, ne vem, 700 let, ona je njegov že, ne vem, ali pa njen kateri že gostitelj, ne, skratka, šesti, nekaj takega, ne,
deveti celo, no? Deveti gostitelj in pač... Ja, zato je Deep Space Nine. Ja, prav. In skratka, ti si že bil si posod, seksal si z vsemi, a veš, tle ni več to, tvoj okus se malo, bomo rekel, sofisticira in ne gledaš mogoče več toliko na zunanjost, tudi če se možgani vidijo, recimo, ne. In se mi zdi, da je tudi eden prvih teh junakov, junakin, ki je mal namik na trans, na nebinarno junakinjo. Ne? Vi morate vedeti, da pač ta skratka simbiont je šel tudi skozi moška telesa, bil je v moških in ona se skozi z vsemi temi spomini, ki jih ima iz prejšnjih življenj, je dejansko njena identiteta, njena spolna identiteta popolnoma fluidna. Ne? Skratka, ona, ko sreča v tej epizodi Rejoined, recimo, neko to bivšo ženo, enega izmed bivših gostiteljev, je to povod v prvi lezbični poljub, mislim, da 7. ali 8. na televiziji ali nekaj takega, ampak prvi v Star Treku. Skratka, imaš ene take nastavke, ki so meni izredno zanimivi, ampak meni je pri njej všeč tudi to, da je tak lik, pri katerem ti ne moreš, zelo pogosto je pač tisto, kar nas moti, in o tem bomo mogoče govorili še dosti ne pri Janeway-evi, recimo, da mi pripisujemo neke lastnosti moškim in potem, če jih ženska zavzame, je možača, ker pač tako se ženske ne smejo obnašati, ne. Pri njej pa tako nikoli ne veš, ona je taka, lahko pije s fanti, lahko žura ženskami, pač posod je zraven, in je tak res, meni je tudi en tak zelo duhovit, zelo vesel lik, no, in jaz recimo po naravi nisem toliko vesel človek, in meni taki ljudje totalno prinašajo, in se mi zdi zelo fino, da je en tak lik v Star Treku, in ona je mene recimo hipnotizirala od prvega začetka, ko je bila noter, zaradi njenega karaktera. Mene isto, jaz dela, ki Jadzija ubijajo, nisem gledala, tako da imam spoiler, se zame še živi. No, jaz sem žal pogledal, bil totalno presenečen, ker nisem sledil seveda stvarem, kaj se je dogajalo v ozadju, za odrju, kjer je pa tudi ogromno tega boja pravzaprav za oblast med spoloma in boja pravzaprav za to, da bil Star Trek, vendar je bil pravi feminizem, ne? Ker preko je recimo pri Uhuri ne smete pozabiti seveda na njeno uniformo, ne? Mogoče smo to malo pozarjali, ampak njena uniforma je strašno seksi, ne? Ona je pač v minici, v minikrilcu, ampak če mi to gledamo v kontekstu časa, v 60-ih je minikrilo znak osvoboditve žensk, ni znak represije žensk, ne? Znotraj tega moraš, in to so eni taki mali detajli, ker danes se nam ona zdi, absolutno se meni zdi, kot da je seksualiziran objekt v tej obleki, ampak ko so pa delali recimo 7 od 9, so pa dobro vedeli, kaj delajo, ne? In tam pa je uniforma absolutno, jaz mislim, da seksistična. In to znotraj tega skratka moramo gledati, ampak zame recimo Voyager, pa se že prej, ne, če gledamo, jaz sem si nekje izpisal, samo sekundo, da najdem, ne, se poznate vsi tale Bechdel test, se pravi, tukaj gre za test, kjer se dve ženski, ko se pogovarjata, koliko dialoga namenita pogovorom moških, ne, koliko pa recimo o drugih stvarih. In recimo v originalni seriji 7,5% govorijo pač o čemerkoli drugem. V The Next Generation je že 44, Deep Space Nine že 57 oziroma 58, Voyager je že 87%. To je zaradi pogovorov med 7 in 9 in Janeway. In Enterprise spet pade na 39. Ne? In tudi tukaj vidimo, to se meni zdi super, v Star Treku lahko tudi gledaš, kako feminizem je močnejši v enih obdobjih, potem pa spet, ko smo malo zadovoljni s tem, da smo dobili neke pravice, spet pade in spet pristajamo na seksualizirane ženske, ki rečejo 3-4 besede in eno od tih je Rajker. Kirk, ja. Ali pa Kirk, ja. Ja, sej Jadzija se v bistvu, ona je tudi šla zaradi teh pritiskov na svojo košarico, ki je bila baje premajhna. Tako, ja, to pa je Berman, ja, mislim, da je bil ta producent, ki jo je gledal vse posod drugam razen v oči. Ja. Tako, ja. No, to se Kiri, hvala Bogu, ni zgodilo, ne, Irina? Ti si izbrala nekako, da bi malce več povedala o Kiri, Major Kiri, ki je tudi eden izmed, poleg Jadzije Dax, izjemen ženski lik in evo, ti prepuščam besedo. Hvala, ampak nazaj na 7 of 9. Ne gre za to, kako je ženska oblečena, gre za to, kako nosi svojo obleko. In glede na to, da je bila borginja, je rabila ekso okostje. In to ne more biti ohlapno, okej? Kako bi izbrala igralko za malo bolj
Predvsem se je pa to Borgi ne priznava, Borgi težijo k nekim. Čakaj, to smo se glih pogovarjali, Borgi zamrznejo svoje otroke, sploh nimajo pubertete, ne? Ona sploh ne smela več Očitno tega. ja, za razliko od nekaterih problematik, ki jih imamo danes, tukaj na zemlji. Nosila je pa ta ekso okostje tako, da ni dovoljevala seksualnih pomisli. To je zmaga feminizma. Misliš, da jih ne? Lahko da je. Fanta, ko sta gledala Voyager in ko sta gledala Seven of Nine, so vama prišle kakšne take neprimerne misli? Jaz sem v tla gledal vsake Lahko vprašamo občinstvo, a se vam zdi Seven of Nine totalno seksi? To je ena roka še. Kaj da bo kdo upal reči to zdaj? Hvala. Ja, pa imamo ženske v Star Treku, kjer on je seksi, dvim roke. Vprašanje, če bi jo res srečali in bi vedeli, da vas lahko z dvema prstoma krcne in sprav v nezavest, koliko seksi bi bila še? To je absolutno šešma seksi. Ne, jaz sem mogoče samo namigoval. Jaz mislim, da je pri njej problem bolj ta gledanost serije je padala in potem so uvedli mlado žensko seksi kostum. Znotraj tega se pa strinjam, znotraj tega zgodbe je pa mogoče celo smiselno in je, ampak tukaj je pač problem je ta bolj zunanji. Jaz bi sam malo apologeta Seven of Nine, se strinjam s tem, da je bila res za to upeljana, ampak jaz ne bi pozabil na to, da Star Trek tako, vsaka serija ne obstaja v vakuumu. Star Trek zdaj že spet, od leta 1969 v bistvu nekako kar nabira neke točke zdaj v kontekst tako, za omejeno progresivnost, tu si upam reči. In potem, ker je to, se pravi, Seven of Nine pride sred 90-ih, mogoče res, da rejtinge dvigne, ona še zmeraj brahaja, to je kaj, zdaj takrat je to že tretja, v bistvu resna serija, Star Treka, vmes so bili že filmi, The Next Generation res visoko leti, pa so tam ženske, ne tako kot Voyager, ampak obstajajo, se ste zdaj prej zabehtali, si rekel, procent je že skoraj, že skoraj pred 50, in polka, drugače bi bilo, če bila to kakšna druga serija. Ko pa ona vas pride v Star Trek serijo, ki ima že neke podlage pa temelja na tem področju, se pa zelo strinjam, da ne izpade tako čipno, kot bi to lahko izpadali skoraj katerikoli drugi znanstveni, ki bi recimo iz nule začela, recimo. Ker je nek to Star Treku, jaz tega nikoli nočem vzeti, da ima nek tak kaše, da mi pa malo bolj delamo z ljudmi v naših zgodbah, tako, ne vem rekel progresivno, ampak saj fair. In se mi zdi, da se to gradi, in se mi zdi tudi, da s temi novimi so zelo lagodno stopili v te čevlje. Zdaj puste, so dobre, ali ne pa kako Discovery njih, jaz sem govoril tako tudi o ženskih likih, se mi pa še zmerno stopijo čevlje, ki so 50 let, že po 60, neki gradilke, z vsemi njihami, ki smo jih danes umeli, z vsemi omejitvami, ampak je malo franšizka lahko to reče, se mi zdi. Če smo pa že pri Seven of Nine, bomo kjero kasneje, kaj pa potem mislite o zdaj, se pravi, Seven of Nine so pripeljali nazaj v Picardu in tam so ji pisci namenili lezbično razmerje z rahlo opito Rafi. No, momente. Kaj si, tako, Irena, kaj praviš na ta razvoj Seven of Nine, se pravi, pustimo zdaj Voyager? Predvsem je problem s to projekcijo teh usod v tem, da nobena od teh žensk ne postane intelektualka. Kakšne ima spolne preference je ob taki socializaciji, kot jo je imela zaradi mene, vse odpuščeno, kar če je. Ampak predvsem znanju, ki ga je požrla kot Borginja, bi morala vseeno imeti neko drugačno kariero od te uporniške, ki je smešna, konstruirana, nezrela. Nekaj od tega. In včeraj smo imeli eno krajšo tako ostro debato. Nobene ženske ni v Star Trek fokusu, ki bi bila zares intelektualka. Če se mogoče kdo spomne vmes, kakšno? So strokovnjakinje, so inženirke. Janeway ni, Janeway je vsem prej povednica. Znanstvenica. Ja. Prav intelektualka, učenjakinja.
takih žensk ni. Tale Jordijev Love Interest. To smo mislili, to smo nekako mislili, ampak ko ona pride nazaj, si se spomniš njene izpade in vse, mislim, zelo se je. Strojna inženirka, ki ni razumela, zakaj jo je rekreiral na holodek. Štekam. Znanstvenic imamo veliko, znanstvenic imamo veliko, imamo že Beverly Crusher, že začnemo, že prtana gre s tem. Razlika je med znanstvenico in strokovnjakinjo in intelektualko, in tega lika še nismo osvojili. Ki je lingvistka. Ja, ampak to je veščina, tako kot je veščina komunikatorka na Ne vem, ampak lingvistika je vseeno znanost. Ne gre za to, da se tudi strojništvo je znanost, ampak intelektualc biti je nekaj drugega, tako kot Aljoša, recimo. Ali pa? Anže. Tako človek najde potrditev. Se pravi, da Star Trek vsej emancipatorični dobri misli ustraja, da je to zadnji rezervat za moškega, intelektualko. In predvsem Seven of Nine ima boleč razvoj v tem smislu, da se vrne v neko smešno pubertetno uporništvo. Kar je res to je pač slabo pisanje karakterja. Scenaristi so pozabili, da je ona dala čez toliko in toliko ubijanj, toliko in toliko preko borgov in preko kolektivnega spomina. Je ona imela v bistvu spomin celotnega vesolja in vse te poboje in to zelo z lahkoto odmakne. Če imamo fene, ki ne gledajo DS9, po mojem tudi kakšni scenaristi ne gledajo kakšnih. Ne, ampak jaz mislim, da glih Matalas, jaz mislim, da je to, da je ona tukaj res, jaz se strinjam, da je to kar slabo, tako da so nazaj pripravljali, ampak mislim, da je bolj žrtev tega, da so hoteli na vsak način nekako to Picardovci in Seven of Nine serijo na koncu naresne. In se mi zdi, da je bilo zelo vse v službi tega. Ne, pa to upravičuje, jaz mogoče mislim, da je to sam razlaga, ker so hoteli nekako dobiti neko posadko, ki bo na neki ladji nekaj počela, in je pol... Ja, se strinjam, jaz bi mogoče sam tako bi dodal, kdo je s kom, pa zdaj, lezbika je, Jaz mislim, da, jaz imam vsaj tak občutek, da sploh te nove serije to zelo tako jemljajo, samo kot nek data point, da v bistvu meni zgleda že to vse. Ja, samo da kljubco naredijo. Zato, ker hrabijo dramo, ker še zmeraj je to TV, ne vem, če veste, to ni res. Jaz mislim, da se zelo tako jemlje, ok, zdaj sta pa te dve, ok, ali bi pa Rafi moški. Jaz mislim, da je čisto vse. No, da si točno to omenil, da smo se tudi včeraj z Ireno, a se ti zdi mogoče pri teh novih serijah, da dejansko je ta ogromna ženska kvota, v bistvu vsi, ki ste gledali, ogromna enih žensk, čeprav, če greste na IMDb pogledati, zanimivo, boste še vedno videli, da je polovica prvih 15 še vedno moških vlog. Ampak kljub temu, da jih je polovica ženskih, se nam zdi, da so povsod same ženske, čeprav niso, ampak a je to narejeno, meni se zdi, da gre tle predvsem za kvantiteto in ne kvaliteto. A dejansko, tako kot si rekel, samo da kljubco naredijo, se pravi, da imajo lezbično razmerje, da imajo čim več žensk, a dobimo tudi več ženskih lokov, več ženskih likov, več ženskih tem, ali bi vse to lahko res Rafi dal moškega in vse ostale dal moške? Jaz bi to zagovarjal, da jaz mislim, da tudi vsi tipi ni takih lokov, ki bi si jih človek želel. Jaz mislim, da še zmeraj preveč ljudi v teh serijah, zdaj, ki je to na streamingu, so omejeni še na teh 10-13 epizod mogoče, in pač ni dost ceste za vse. In se mi zdi, in seveda, zato ker je svet nažalost še vedno tako narejen, se mi zdi, da pa ženske še zmeraj malo krajšo potegnejo, ženski liki recimo, ampak se mi zdi, da moški niso dost boljši, ker je enostavno top folkout. Mislim, Discovery ima res to težavo, vsaj tako ga jaz zdaj vidim, čeprav da res ta zadnja sezona, zdaj sem nekje na polovici, se mi zmeni zelo kar ok deluje. Ampak tam je toliko enih ljudi, pa vsi morajo nekaj početi, pa vsakmu moramo videti 4 napredovanja v njegovem liku in to spraviti iz tih 50-60 minut. Jaz mislim, da je to pač tak izvirni greh zdaj. Jaz mislim, da Star Trek, kako sem rekel, si je dosti kašeja kupil, da bi lahko naredil res super zgodbe, kjer bi mogoče tudi ta zadnji feminizem, katerem jaz premalo vem, da sploh upam to rešem, da sem si upal, da bi ga lahko dostojno speljali, pa je to še zmeraj Hollywood, ki je treba toliko in toliko ljudi not spraviti, pa se pol agenti tepejo, pa tako,
ne smemo... Beseda, ki jo iščeš, je mansplaining. Ja, ven se vlečem s tem, da saj malo sebe posvetam. Ampak ja, tako, mislim, da vsi nasrkajo, ne samo ženski liki. Jaz bi tako recimo pri Strange Worlds Pajka izpostavil, ki se mi zdi noro dobra fora, tako v teoriji noro dobra fora, kaj so hoteli z menoj res, to jaz pa vem, da bom umrl, pa zdaj živim, pa dobi pa mogoče v 10 epizod, tako kot vsi ostali, 1,5, da se z njim nekaj dogaja, recimo konkretnega, ostale treba pa vsaj mu dati, ki ima v pogodbi napisan, koliko mora biti v seriji. Tako, kot je Aljoša rekel, pisci ne poznajo Star Treka, to je zelo očitno. Ja, doskrat tako in nimajo več fizikov za konzultante, ker so tudi fizikalnosti vesolja popolnoma risanka, like in je tako res mem. A se da gremo v Kiri? Dajmo! Hvala še Aljoši, da predati besedo, če vam mogoče kakšen komentar na... Ne, nima. Da bi si nekaj več zdaj. Absolutno, Kira da služi, ker tudi eden mojih najljubših likov, tako da. Tle vidim, da obstaja možnost, da še kdo ve, kdo je Roger Moore. Enkrat vmes je igral Jamesa Bonda. In ko je igral, se je točno videl, da sam kot igralec nima fizikalnosti, da bi lahko izvajal tiste zelo zahtevne telesne akrobacije, tako kot Sean Connery to naredil z levo roko. In s Kiro je enako, ko ona sklene peščici in takole začne mahati po desci, se točno vidi, da je tega zmožna, kljub temu, da je videti zelo fragilna. Ampak ima telesno forco, ki podpre scenarij, recimo. Poleg tega je en od redkih likov, veš, Anžel, ki ima smiseln razvoj glede na socializacijo, ki jo je imela. Je otrok rojen v vojni. Otrok, ki je rojen med okupacijo, ki izgubi starše na tak drugačen način, kasneje izvemo, da tudi okupacija ni zmeraj tako črno-bela zgodba, kot se zdi retrospektivno, ki je v resnici doživela, da je bila otrok vojak. Zgodba, ki jo poznamo danes, recimo iz subsaharske Afrike, kjer je nič koliko otrok žrtev rekrutacije v vojsko pri zelo, zelo nežnih letih. Da je morala narediti vojaško kariero, da je bila verilka in potem vojakinja in oficirka in da je v resnici življenje ušlo, vsaj mladost, zanesljivo. In način, kako se spopada s temi demoni in kako še vedno zelo energično, privrženo išče neke uresničitve idealov, je eden izmed najbolj konsistentnih, realističnih in verjetnih likov v celotni literaturi Star Trek. To, da ima spet seveda hecne ljubimce, nekako tudi ni usojena to vrstna sreča, očitno, kar je konsistentno z njeno zgodbo, je postranskega pomena, ampak hkrati pa tudi nima pocen častihlepja. Vedno igra proti ženskam, kot je Kaja-Vin, ki je pa samo to, ki je neoliberalna oblastnica skozi in skozi. Taka karikatura, v bistvu. Tako da ona in še ena druga ženska, ki so jo v Star Treku ubili praktično takoj, ko smo jo dvakrat videli, je bila mama Aleksandra Roženka, Kelar, ki je med drugim tudi sjajna igralka, kasneje se je pojavljala kot žena Q, Q ima ženo Q, in mati Q sina, Voyager, ki ima tudi projicira tako dobrovoljno
idealistično moč. In te ženske, mislim, da je Kira, predvsem zato, ker išče uteho tudi v tradicionalni religioznosti, Bežanka je verna. ima verjetno, bo imela tak razvoj, da bo postala neka intelektualka na koncu. Zelo lepo povedano, Ja. res. Ja. Kelar so pa ubili, ne? Pri Kelar, ne, Ja. sva včeraj govorila, da je zelo dobro poudarjeno ta razlika med Kelar pa med Belano Torres. Prav, obe sta pol klinovki, medtem in lahko mogoče nadaljuješ. Ja, Belana ima zelo, nima primerljiv, ima hudo socializacijo, ker je mama Klingonka, oče je bil Zemljan, ne, Latino obvezli. Oče jo je zapustil v njeni otroški percepciji in tako naprej. In je seveda sjajna inženirka in tako, ampak ima tako viharnost čustveno, ki jo Kelar nima. Histeričnost, ne? Ne bom rekla histeričnost. Ja, izraz je sporen, ampak ja. Njen limbični možgan je podedvala po očetu, tako. Kelar pa ne. Ona se zaveda svoje vročekrvnosti, razume, da je to biološki refleks in se temu zna smejati. Belana pa niti enkrat ne. Ker je, to je tista razlika med človekom, ki je sicer zajebana, pa se zna sebi smejati, pa tistim, ki je zajeban, pa je narcis, pa se ne zna smejati. Tisti pa, to je ta razlika. Čeprav moram na drugi strani reči, da je Belana prepričljiv lik in da jo je igralka sjajno podobna. Da je to dobra igra. In z njo in skupaj s Captain Janeway dobimo tudi veliko dialogov, ki so znanstveni, ki so v jeziku, ki ga noben od nas ne razume. Jaz bi sem, to bi še dodal pač Belani Torres, da ona je tudi, ona je head of engineering, to tudi ni, že spet v tej nekmu, zdaj, samo... Ena izmed prvih žensk je dobila ta tehnobabel. Ja, pa takrat na tisti točki, ki je Voyager prišel, je bilo to že kar nekako, Scott je to postavil, potem smo imeli Geordija v The Next Generation, polk je bila na tem mestu ženska, je to mesto že imelo tako težo znotraj, ne samo Star Treka, tudi v serijah, da to je pa eno od drugih likov, ki ga bo kapetan poklical, kaj zagusti, tako, mislim, ne glede na to, kjerakoli zgodba, sploh pri teh, zlata doba, serijah, ki je bilo 24 epizod, takrat, ki je šlo nekaj narobe, ponovati bo engineering tisti, ki je res reševal reči, in ko sem imel tukaj, že kapetanko, potem pa še Belana Torres, mislim, jaz sem to res takrat gledal v teh formativnih letih, jaz ne vem, ko moram to reči, to je bil pa res big deal, tako, dve stereotipni vlogi moški, kapitan in šef strojništva, bita ženska. Ampak tako res sred 90-ih. To je tako na meji tistega, kar se je leta 69 dogaja. Jaz to res čisto resno mislim, ker to se ne bi smel, ker TNG je šel isti cajt, kot Baywatch. To ni, to ni bilo toliko samoumevno, kot včasih to zgleda in zato meni so take debate pol fajn, ker seveda je treba tudi malo kritično na te stvari pogledati, ampak se mi zdi tudi ta res in TNG že, in Voyager in ta opevani Deep Space Nine, ki je, okej. Res, ene stvari tam niso le tako samoumevno v tistem tajtu. Jaz mislim, da če bi Voyager štartal z kapetanko pa Head of Engineering, ki sta ženski, leta 2007 bi še zmeraj ljudje rekel, wow, to je pa, wow, le, kako so progresivni, to je bilo pa to 10 let prej. Tako da, in ta duh, mislim, da imajo tudi, kot sem prej rekel, ta nove serije. Zato jaz res pulih nočem, saj iz tega vidika, pa v kontekstu tega, kar se danes pogovarjah resno, ne bi toliko pocenilo. Se mi zdi, da kar zmagajo v reprezentaciji, mogoče zdaj ne samo žensk, še koga drugega, na spektru, ki že spet nobene potrebe ni. Tudi leta 2024 za Adiro, recimo, nobene potrebe ni v Star Treku, pa je imela en cel ark, ene cele sezone
Star Trek serije, te glavne Star Trek serije. A je to najboljša? Ne, te glavna pa je, recimo. Bi se zdaj vrnila nazaj, Voyager, še, ki smo jih omenili. Aljoša, bi ti mogoče povedal kaj o kapitanki, o sprav prvi ženski kapitanki v Star Treku in ne vem, če tudi v drugih serijah tega ni glih. Ja, in bom se tudi navezal spet na Anžeta, oziroma na vso to debato. Viš, Anže, kot sem jaz prijazno. Dva intelektualca. Ja, ko se prvič Star Trek kazal leta 1966 na NBC-u, je bil problem, največji problem, ki so ga izpostavljali ob tem prvem nekem pilotnem, je bila ženska vloga, ki se je imenovala Number One in je bila pač, se pravi Number One kapitana, ne, in je bila pač ženska in vsi so imeli in moški in ženski, prva testna publika je imela za zelo šepovsko, za tečno, za nadležno, zaradi tega, ker tako pravimo, ne, kot je že prej rekel še danes, recimo ne moreš gledati enega filma s super junakinjo, ne da bi se 40, ne vem koliko tavžen delcev nekje spravilo, zakaj pa mora biti ženska? Ne vem, zato ker je tipov 46 tavžen, zdaj pa pač ena ženska, a to je zdaj problem. In tukaj v Star Treku jaz mislim, da tudi ko je Janeway prišla na sceno kot kapitanka, to je moral biti vseeno v tistih časih ena velika reč, da je skratka v glavni vlogi posadko vso pod sabo in še v taki prekarni, nevarni situaciji, skratka, da so zvrženi nekam v strašne daljave stravo doma, kapetanka je pa ženska. Se to pa še to, tu je meni genialno pri Voyagerju, ko pa se zmaki družbo, kjer je Čakotej, ki je res men's man, ne? Ja. Pa ne, pa je ona kapetanka, ne? Tako, mislim, to za leto 96, 95 ne je to čudež. Ja, ni bilo tako samoumevno. Hkrati pa so že takrat, jaz mislim, da zelo dobro naredili ta karakter, tukaj, tako kot sem ravno prej napovedal, da se bomo tudi o tem pogovarjali, ne? Da neke lastnosti, ki jih mi tradicionalno pripisujemo ženskam, ampak tukaj ima recimo meni Janeway eno super lastnost, ki je nima noben kapetan pred njo in tudi jaz mislim, da nobeden po njej in to je ta neka zmožnost dialoga. In tega, da ona se resnično o vseh svojih odločitvah pogovarja s svojim moštvom, še vedno reče na koncu pač, jaz sem kapetanka, moja odločitev, to šli bomo čez vse, samo da pridemo domov in to je majne te epizode, ko hoče skenslati vse direktive samo zato, da pride do doma, ali pa je v tej izkušnjavi zelo pogosto, ampak ona se vsem pogovarja z ljudmi in je en tak zelo demokratičen kapetan, kar recimo ni bil niti Picard, ki je eden mojih najljubših, zato ker je intelektualec, ker bere knjige, ker gre na dopust, da prebere knjigo, recimo. A lep je. Tudi lep je, absolutno lep. In to se mi zdi pri Janeway pač ena ta res dobra, pa ona je še vedno tudi temu, da je kapitanka, tudi znanstvenica, je radovedna, zanimajo stvari in tudi ko pridejo, kdaj vstavijo kje, zato ker ona hoče neko stvar videti pa raziskati. In to se mi zdi taka res fina stvar, ker zdaj, če se obrnem recimo k Captain Burnham, ker zdaj jaz tudi Discovery sem že ujel in gledam sproti, pri Burnham jaz mislim, da je bolj ta problem ne to, ker recimo samo tega, da ima zelo malo časa za karakter, ker Burnham požrla prve 3 sezone bolj na njen karakter, ampak bolj ta, da je akcijski junak. Ona pa res akcijski junak je pač mora rešiti galaksijo in vmes mora imeti romantičen zaplet in drugo vse pa je zdaj tako malo, meni malo mi gre na živce, tu pa tam je kakšna stvar dobra, ampak večinoma ne gre pa na živce, predvsem pa ta podrejenost temu romantičnemu zapletu, ki zdaj ima tega, kaj je že... Bookerja. Ja, Bookerja, mislim, da si daj ime Book. In ti! In je skratka, požre to ves njen karakter, jaz mislim, da ta njun odnos, ta njuna neka romantična naveza, ki tudi prileti, dobro, hvala Bogu, ne sicer čist iz nič, je pa res, da mi njunega tega razvoja, romantičnega odnosa ne vidimo, ker to preskočimo, ne? Ker naenkrat se seveda posadka za njo pride, kaj skoraj leto dni za njo in ona dva sta pa vmes imela številne dogodivščine, o katerih govorita, ampak mi nič od tega nismo videli in se mi ta romantični odnos ne zdi zaslužen na nek način. Medtem ko pri Jadziji pa Worfu, recimo Worf Jadziji sploh nič ne vzame, kvečem dodaji, ne? Tako, absolutno. In to je dober writing. Zdaj strinjam se, da seveda dosti epizod moraš imeti, hkrati pa mora biti epizoda bolj nove, pač te, recimo, Discovery je bolj osredotočen na akcijo, pa na to, da je na vsakih, ne vem, 15 minut bang, nekdo pade, nekdo umre, neka pošastka.
ni pa toliko recimo na ta, jaz malo pogrešam ta znanstveni babel, razumem nič, ampak lahko si pač ja. Ja, ampak tega ni več, ker nimajo več toliko teh svetovalcev, ne? Ja, ampak seveda ta znanstveni babel, moraš sam kakšno knjigo odpreti, pa kakšen izraz v izpita. Piši producentom. Teorem neki, ja, dajmo v 6. Ja. Jaz ne vozim avta, tako da ne vem, kaj sem že pravkar povedal. Hvala. Irina, imaš mogoče kakšen komentar predvsem na Čakoteja in... Strinjam se najprej, da je bil Picard resnično edini intelektualni lik v celi produkciji, da je kot šekspirijanski igralec to očitno znal sjajno producirati, ampak razmerje med Janeway in Čakotejem ni pojasnjeno. On je imel sila uspešno in obetavno kariero in potem je nenadoma postal upornik na strani proti Kardasicem, neka makije, izraz tudi iz politične zgodovine našega planeta, izgleda, da so pažuranci nekaj o tem slišali. In on ima seveda res, tako včeraj sva sklenile, da se temu reče nežno testosteronsko osebnost. Dame, ker kimajo, tako da. Tak soft mačo. Ne tako kot In mimogrede, take mačo te imamo čist rade. Sam onih nervoznih nasilnih. Ampak on je v resnici njena bremza, nič kolikrat. Ona ponori na ideološki način, ona je ena od kapitanov, ki res verjame v Starfleet, tako kot ameriške vojakinje, oficirke verjamejo Amerika po to. Nobenih komentarjev. Medtem ko Picard absolutno ni ideološki, Kirk je seveda Captain Sisko absolutno ni ideološki, nasprotno zaradi smrti svoje žene ima velike dvome v projekt Starfleet, v začetka. Ona je pa tako ponorjena za zastavo, kakršnokoli že je, da jo mora Čakote kar naprej bremzati. No, kar v nekaj epizodah, ja. Ja, in se resno sporečeta, in moteče je, da so ji napisali edini korektiv v teh kregarijah. Jaz sem pa ti pa tako zaupala. Ma daj, no. Se pravi, da njen lik, da je igralka iz njega naredila največ, kar je lahko, zanesljivo, ker je Kate Mulgrew potem še v seriji Orange is the New Black, da so sjajna. In je tako močna, da je slabo pisanje nadigrala. Njo so tudi, se ona je v prvem intervjuju, nekje mislim, da v prvi ali v drugi sezoni povedala, da je vse preveč patriarhalno vse skupaj, da so nekateri dialogi preveč mačistični, da bi imela svoje ideje, hoteli so jo spati z Čakotejem in čisto eno drugo zgodbo so jo hoteli narediti. Konec koncev na začetku so itak hoteli, da bi bila francozinja in ne vem, tako, ali Picardiš. Ena kanadska igralka je imela audicijo in je igrala tako, da je kardinalka, tako pomorno. Tako da tukaj smo res igralki za zahvaliti za ta čudovit lik. Kate Mulgrew je skočila v zadnjem hipu in je v trenutku prepričala, ker je točno tako. Mislim, a se nam že počas mudimo, može zaključiti? Smo že 15 do? Gremo še naprej. Mogoče bi še kaj povedali še o enem liku ženskem, ki ga nismo zdaj omenili, in sicer o modrakinjah, recimo, o Guinan. Ali o podobnih likih, se pravi, ala Dumbledore, ala kaj že kar... Dumbledore, res, kaj že je pri gospodarju vrstanov, tale... Dumbledore, Gandalf, Dumbledore je, recimo... Pa Obi-Wan je...
Okay. Tukaj imamo recimo žensko, na nek način Guinan je najbližji približek tega, razen če mogoče vi ne najdete kakšnega boljšega, ampak Guinan mislim, da predvsem pride pa res v zlate dobe TNG-ja, ne. Kako so tiste srednje sezone, je tako, jaz v bistvu tam geneze sploh ne vem, ampak jaz, kako sem sproti gledal, sem bil pa tako zelo, pa še Whoopi Goldberg se mi zdi, ki je bila takrat kar ime, ne. Tako in tle bi sam to, sem hotel reči, da že spet taka šepa ali prvo pride, ne, ker jaz tudi vem za to zgodbo, kako je ona Michelle Nichols res nekako je dala, ne, to pa se je rekla, veš, da za hudo, ne, da je dala to reprezentacijo, ne, in pol res ni bilo naključje, da neka igralka v bistvu, boh ve kakšna je bila njena karijera, takrat je prišla v TNG, ampak vsem, ona je pa kar večja zvezda za nek TNG, ki je bila serija na UPN networku, ki pa v syndicationu v Ameriki, kar nič ne pomeni, ne. To ni bil NBC, CBS ali pa ABC, ne. Je pa što Paramounta, to je tako, kad je bilo pa nas na Gajba TV, kar je tudi bil, ne rečem. Ampak, ne, in pa taka serija dobi Whoopi Goldberg, ne, je, tako se tudi ne zgodi čisto po nesreči, pa se mi zdi, da njej so se pa kar uklonili, bi jaz rekel, takrat pisci. Se mi zdi, da tudi zato je to, vsaj meni, dober ženski lik, ker so jo po mojem mogli poslušati, vsaj njenega agenta, ne. Se mi zdi, da jo niso mogli, ni da sem Dumbledore, no, to ne moram reči. Se mi zdi kar okej, da, tako, se mi zdi, da Hollywood power struggle je šel tam mogoče na stran žensk, no. Enkrat za spremembo, najbrž. Meni se je to eden izmed najlepših likov. Edin, kar me je motil, ker smo tudi včeraj z Ireno ugotovila, je, da ni imela v vseh 500 letih nobenega moškega. Ni imela teh romantičnih razmerij, oziroma niso jih pisci namenili. Jaz sam mislim, da zato, ker je bil na drugi strani Picard in je mogel imeti nekoga se zapogovarjati, da smo lahko staj rekli, pa če bi teda. Pa to se je bilo samo vprašanje v glavi, se mi zdi, in ko ste ni nič odgovarjali na to vprašanje. Fanfiction mislim, da ima tudi Whoopi Goldberg. Obstajajo najbolj 3D animacije, ki jih hočemo videti, ampak jaz sem rekel. Anže, ona je iz rase ljudstva, ker so jim Borgi uničili planet in jih je zelo malo preživeli in so po celi galaksiji razprostili. Imajo poseben, tako kot imamo mi v zemeljskem kontekstu, imamo eno posebno čutilo, katero drugi sesalci nimajo, in to je čut za čas. Zaradi tega smo tako zajeli. Ampak oni pa čas čutijo skozi poslušanje. Se pravi, da je to preigravanje človeške neurologije in kot alienness ni slaba ideja. Okay? Zato je v Picardu včasih na pamet v Boga. Zato, ker kadar je prepričana, da pravilno razume, kar je slišala, ne, gre za tako intuicijsko neurologijo, in jo v Boga, na slepo besedno. Ne. Potem se vsi sprašujejo, zakaj je med njima, zakaj sta tako, ne, kar je res, da tak proxy erotika, okay? Ampak ne, na drugi strani pa, če kdo kdaj videl slovito pogovorno oddajo, ko se je reče The View, kjer je Whoopi Goldberg. To je vse kasneje, to ni kanon. To pa Star Treku. Ima mogoče še kdo iz občinstva kakšno vprašanje? Jaz imam vprašanje, ne vem, če se spomnite, da je bil ta odnos na Jerry Ryan pa Kate Mulgrew, da ste imali ful toksičen. Res je? A je to pol kaj, se vam zdi, da je to pol vplivalo na naslednje teh pač Star Trek, ki so jih delali? Torej, povejte, se vam zdi, mislim, imele sta... Ženske se niso tam... Ne, v bistvu, tako kot je Aljoša rekel, njo so Jerry Ryan so privlekli na mesto Cass in ji dal Venerin Borgov ščit, da bi pridobili gledalce in Kate Mulgrew na začetku je predvsem pisce nagovarjala, da mogoče to ni v redu ideja, potem se je pa res je na njo spravila in ekipa je bila v bistvu v tem do nedavnega tiho. Jaz sem šele slišala zdaj na zadnji konferenci, da je ta Japonček korektno, Kim, da je v bistvu skoraj v jok nekako, kako je bilo težko na snemanju in so vsi objemali in da res, da ste se oni skozi skregali, tako da to definitivno je vplivalo na snemanju, kakor jaz vem, zdaj ne vem, mogoče še kdo od Aljoša. Mislim, tukaj je seveda bil ta problem, da njo so res prepovedali kot zvezdo in tudi
takrat so naredili neka slavna revija, domnevam, da ne vem kaj, je pač fotkala Kseno, se pravi Lucy Lawless, in potem namesto, da bi Kate Mulgrew slikala kot kapitanko in glavno junakinjo Voyager, je slikala, skratka, je bila na Seven of Nine na tej naslovnici te revije in ona je takrat začela pač opažati, da seveda Seven of Nine, kar sem tudi jaz, ko sem začel gledati, ona pride res ne samo kot pomemben lik, tudi zaradi tega, ker je pomembna, ampak tudi zato, ker ji daje ogromno časa. Nenadoma, ko ona vstopi Voyager, je to serija z njo kot glavno junakinjo v resnici nekaj časa. Ne? Tudi odlična igralka. Tako, odlična igralka ni za zamehniti. In gotovo je pač prišlo pol do nekih nesoglasij in do tega. To se pa pač zgodi, če ti narediš toksično okolje in da ti res pripelješ, tako kot sem jaz rekel, gledanost napada, kaj bo je te stara baba, da ima eno mlado noter. Ne? To je dobesedno, kako so producenti tuhtali v teh stvari. In to toksično okolje ti narediš in potem se seveda to zgodi. Ne bi pa jaz rad, da bi zdaj Kate Mulgrew izpadla, kada je neka antifeministka ali pa nekaj ne vem kaj. Absolutno jaz mislim, da tukaj gre za neko to toksično okolje. Ne, Mulgrew je sama o tem večkrat govorila, pol sta se pogovorili, to je bilo vsega konc. Samo to je tako, to je taka pogodba delovna. Ob 4 zjutraj prideš na masko in zelo si srečen, če si pred 1 uro zjutraj doma. In to 7 dni na teden. In to nekaj let. Tako da, to so pač te Amerike. Še kaj drugega bilo narobe, ne samo, da se dva nista marala. Mulgrew je med drugim rekla, da so njeni otroci praktično brez matere zrastli in da slišati nočejo o njenem Star Treku. Je to zamera, ki je ostala pri otroci. Razen mogoče, kar iziđuje ček. Kate Mulgrew je imela tudi punčko, ki je pri 19 dala v posvojitev in sta se našli šele 20 let kasneje, ko je hčerka zvedela, da je njena mama igralka na Voyagerju in sta se dobili in imata zdaj baje čudovit odnos. Na vsak način se te napetosti v filmskem razmerju med Janeway pa Seven of Nine niso videli. To pa ne. Ja. To sta pa toliko dober igralki. Toliko skupnih dialogov sta imeli enkratnih. Res, tle se mi zdi, da prvič, da sta se dve ženski dobili v Star Treku na ekranu, kjer ni bilo govora. Ker tudi ta njen kostum, o katerem smo že govorili, ona mislim, da je morala 3 ali koliko ur so to dobesedno vlačili na njo. Ona je doskrat, skratka, se mogla uležiti na tla, da je lahko dihala, ker je ta kostum toliko pritiskal na njo. In ostali igralci so jo pa imeli poln kufer, ko je hotela iti na WC, ker če je mogla iti na WC, je to pomenilo, da se je, ne vem, za pol ure, 3/4 ure vse ustavila, da je ona lahko lulat in prišla nazaj. In to je seveda razburjalo vse in tukaj je seveda potem ravno spet in zato pač govorimo o takih stvarih, ne, to pač pol nastane res neka taka okoliščine, iz katerih pa pač prihaja tega res nek pohleb producentov, pa nek pač računica, da bo pač to mlado žensko v tej seksi opravi pač pridobili publiko in so jo, ne si pač priznati, ne vedeli so kaj počne. Poleg tega ona je prišla že v igrano ekipo, ne? Ja. 4 leta po, ko so se vsi Mežaba že poznali prišla. To sem samo reči, da je bil en tak mini napredek, kar se tega tiče narejen po Discovery, ki so imeli pač